Podjetju Sony ni svet PC-jev postal zanimiv samo za voljo novega trga, na kateremu lahko ponudijo svoje ekskluzive iz svojih konzol PlayStation, ampak v njem vidijo tudi možnost zaslužka na trgu periferije. Ta je sicer že zdaj zasičen s ponudniki, a Sony je mnenja, da lahko ljudem ponudijo nekaj novega. Ravno zaradi tega so ustanovili povsem novo znamko igričarske periferije InZone, ki je zaenkrat sestavljena iz monitorjev ter slušalk. Prste smo tako stegnili najprej po belih slušalkah H9, ki predstavljajo vrh njihove ponudbe in za debelih 300 € ponujajo največ, kar so njihovi slušalkarski inženirji trenutno zmožni. Sony je sicer pri meni že naredil impresiven vtis, saj njihove slušalke VH1000XM5 še vedno štejem za nekaj najboljšega, kar sem si do zdaj poveznil čez ušesa. Za InZone H9 sem tako imel velike upe in kot vsako naše potovanje se vse najprej začne pri pakiranju. To je malce manj prefinjeno kot denimo pri konkurenčnih slušalkah SteelSeries Arctis Nova Pro, znotraj škatle pa najdemo kratka navodila za uporabo, USB-C v USB-A kabel, nekaj nalepk ter same slušalke ter njihov USB sprejemnik. InZone H9 so povsem brezžične slušalke, ki imajo dokaj izobčene naušnike. Barvna paleta je tule na voljo samo v belo-črni izvedbi, kar gre seveda na račun istostilskih konzol PlayStation 5. Zunanji del naušnikov je tako bel, narejen iz trde bele plastike, ki vsebuje malce grobo teksturo. Proti tej načeloma nimam nič, a pri belih slušalkah zna tu biti problem, saj se gor hitro prima kakšna umazanija, tako da je pri uporabi priročno imeti kakšno krpico. Naušniki so znotraj obdani z odličnim umetnim usnjem, ki krasi tudi slušalke Sony VH1000XM5. Usnje se odlično oprime vaših ušes in zaduši zunanji zvok, obenem pa je občutek tega usnja prijeten na koži, naušniki pa so hkrati dovolj obilni, da nikoli ne boste čutili kakšnega pritiska na uhlje. Tudi obroč na spodnjem delu vsebuje usnje, tako da na glavi ne boste čutili kakšnega neprijetnega občutka gole plastike. Obroč pa lahko dokaj dobro raztegnemo, tako da se bodo v njem brez problema znašle tudi malce večje čefare. Ker so to igričarske slušalke, je seveda Sony gor obesil cel kup gumbov, ki nam omogočajo hiter in enostaven dostop do bistvenih funkcij. Na levi strani se tako nahaja nekam plastično kolesce za prilagajanje glasnosti, vhod USB-C za polnjenje in gumb za vklop ali izklop zvoka iz okolice. Desna stran se po drugi strani lahko pohvali z gumbom za vklop slušalk, gumbom za parjenje preko povezave Bluetooth in tipko za preklapljanje med igro in pogovorom z drugimi. Glasnost vsakega od teh pa lahko prilagodimo sami. Gumbi so vgravirani in tudi tule se znajo pojavljati težave z umazanijo, saj se ta vsa prerada urine znotraj gravur. Poglejmo si torej, kako se slušalke InZone H9 obnašajo med samo uporabo. Za testiranje sem se zatekel k svojim standardnim štikelcem, ki pokažejo moč in razpon gonilnikov in treba je reči, da H9 dostavijo dobro zvočno izkušnjo. Zvok je kristalno jasen in se dobro obnaša tudi pri višjih tonih, medtem ko so basi dostojni svojega imena. Zvočna slika je nekako primerljiva s tisto, ki jo ponujajo slušalke SteelSeries Arctis Nova Pro, le da so tule basi malce boljši, izkušnjo pa si lahko dodatno prilagodimo preko namenske programske opreme InZone Hub, kjer H9 resnično zasijajo med igranjem iger. Slušalke podpirajo Sonyjevo funkcijo 360-stopinskega zvoka, ki ga na konzolah PlayStation 5 poznamo pod imenom Tempest 3D. In če si privoščite kakšno bolj atmosferično enoigralsko izkušnjo, potem se boste hitro zatopili v igranje. Za testiranje sem si privoščil malce igranja znotraj grozljivke Resident Evil Village in začetna graščina, po kateri se preganjate proti ogromni vampirski dami, je dobila nove razsežnosti in če morda 3D zvoka še niste izkusili, potem je morda zdaj čas, da prste namočite tudi v te vode. Tehnologija je namreč res impresivna in je resnično dokaz tega, kakšno stopnjo imerzije lahko dosežejo novodobne igre. Ker so to gaming slušalke, boste na njih našli tudi mikrofon. Tega ne morete skriti v slušalkam, pa ga morate dvigniti oziroma spustiti za uporabo. Čeprav je mikrofon verificiran preko Discorda, je zadeva morda najslabši del teh slušalk. Je čisto pretih, kakor lahko tudi slišite v tem mojem govoru, ki je bil trenutno posnet na H9 mikrofon. Kljub tihosti pa obenem zelo rad pobira vse zvoke iz okolice, tako da bo vaš sogovornik dobival same glavobale. Za normalno uporabo boste tako morali dvigniti moč mikrofona, a tudi to povsem ne reši težav, ki za takšno ceno definitivno ne bi smeli imeti. Programska oprema je sicer nekam preprosta in vidi se, da bo tule Sony moral narediti še kar nekaj izboljšav. Nastavljamo si lahko razne profile, uravnavamo zvočno sliko za pogovarjanje in igranje, ter si nastavimo izkušnjo za posamezne naslove. Zadeva je sicer daleč od prilagodljivosti, ki jo ponuja denimo SteelSeries, treba pa se tudi zavedati, da vseh teh nastavitev ne boste mogli prenesti drugam, ampak jih boste lahko uporabljali samo na PC-ju. Slušalkom
omogočajo tudi aktivno dušenje zunanjega zvoka. Ta zadeva se sicer pri teh slušalkah odnese spodobno, a ni nek presežek. H9 že tako dobro tesnijo in nerade prepuščajo zvok, omogočen preklic zvoka pa sicer to malce nadgradi, a vseeno ne do te mere, da bi bili povsem odrezani od zunanjega sveta. Baterija je dobra in z enim polnjenjem se boste lahko igrali do nekje 30 ur. Trapasto je sicer to, da nikjer na slušalkah ne najdemo pokazatelja, koliko baterije je še ostalo na rezervi. Edine lučke na slušalkah se nahajajo ob strani, ki med uporabo svetijo z belo barvo, tako da bi vsekakor lahko Sony vgradil še kakšen dodaten pokazatelj za stanje baterije. Sonyjeve slušalke H9 na koncu pustijo neka mešana vtisa. Zadeva vsekakor ni kakšen polom, saj je zvok dober, mestoma celo odličen in zadeva je zgrajena iz kvalitetnega materiala, ki poskrbi za udobnost tudi med večurno igralno seanso. A po drugi strani je mikrofon pod povprečjem, cena pa je nenavadno visoka in pri rangu 300 € bi raje priporočil kaj drugega. Iz trojice novih InZone slušalk bi morda tako raje priporočil slušalke H7. Te res da ne vsebujejo aktivnega preklica zvoka, a slušalke že same po sebi dobro tesnijo zvok, tako da ta funkcija tule celo ne igra tako pomembne vloge. H9 sicer nosijo na naušnikih bolj udobno usnje, a po drugi strani H7 ponujajo več baterije in to za 70 € manj. To je bilo v tem posnetku vse in za vas smo predstavili še ene nove slušalke. Če si želite še take vsebine, se seveda lahko naročite na naš kanal, pustite kakšen všeček ali pa komentar. Se vidimo v naslednjem posnetku. Yeah.